Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Prve Jezusove besede v evangelijih so klic k spreobrnjenju. Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Te besede naj nas uvedejo v vsebino tokratne oddaje Dober dan, dobri ljudje, z našim pomembnim gostom, patrom Lavrencijem Anželom. Lepo pozdravljeni, pater Lavrencij. Tudi vam in vsem, ki poslušajo oddajo, lep pozdrav. Zelo smo Dober veseli. dan. Veseli smo, da ste se odzvali na naše povabilo. Povejte nam najprej za uvod, kako se sami pripravljate na letošnji Božič. Zelo blizu smo že tem dogodkom. Ja. Mislim, da kar podobno, kakor vsa leta, to je klic vsem ljudem, mislim pa, da duhovnikom še posebej, kajti smo na nek način tudi glasniki, morda posnemovalci Janeza Krstnika, ki drugim kličemo, naj pripravijo pod Gospodu. Ampak Janez Krstnik jo je najprej zase pripravil. In to pomeni, da tudi danes moramo, zlasti duhovniki, paziti, da bo priprava na te najlepše praznike doživeta v našem srcu, da bomo nekaj lepega lažje posredovali drugim. Kako naj pripravimo pot Gospodu? Katera je najlažja, najbolj učinkovita pot? Najlažje ni, učinkovita pa je pot spreobrnenja. Veste, ta klic Jezusa ob njegovem javnem začetku, približalo se je Božje kraljestvo, verujte evangeliju, spreobrnite se. To je tudi klic vsega začetka človekovega bivanja na zemlji, kajti skozi vso staro zavezo se ta klic sliši, najbolj pa se sliši ob prihodu Jezusa, ko kliče Janez Krstnik k spreobrnenju. In če človek nekako začuti potrebo, da mora postati drugačen, vse nas praznično vzdušje oziroma priprava na najlepši praznik nehote notranje nagovori, da se mora nekaj dogoditi, torej spremeniti. Človek začuti potrebo, da postane drugačen, ste rekli. Torej, nekako človek občuti v sebi krivdo. Kaj je to krivda? Kakšen občutek je pravzaprav to? Glejte, ko se je zgodil ta prvi odhod od Boga na začetku človeške zgodovine, tako je človek krivdo začutil. Saj sta Adam in Eva bežala pred samim seboj in pred Bogom, se nekako skrivala. Čutila sta krivdo, ki pa je hkrati nista priznavala. Kajti, ko se Bog v svojem usmiljenju približa človeku in ga pokliče: Adam, kje si? Kaj si storil? Si jedel od prepovedanega drevesa? Se človek hoče krivdi izmakniti. Eva mi je dala, Eva me je zapeljala. Tudi Eva ne priznava krivde. Kača me je zapeljala. Torej človek se čuti obremenjenega, nosi krivdo v sebi, ampak beži pred njo. Nekje pa se mora ustaviti, kajti zaradi te krivde je v človeku strahoten nemir. Čuti se neosvojenega. Saj nimam nobenega greha, vsi delamo napake, to je človeško, da delamo napake. Zavest osebne krivde in priznanje krivde, ki bi nam pomagalo k boljši osebnostni rasti, nekako pada v neko lenobnost. Ljudje si ne želimo priznati te krivde, radi zbežimo od tega, ne želimo se ukvarjati sami s seboj. Ja, človek beži pravzaprav pred samim seboj, da bi se ohranil v tistem lepem, ponarejenem, s čimer naj bi se drugim predstavljal. In zato tudi krivde ne priznava. In
težko se odloča, da bi sprejel samega sebe v resnici takšnega, kot je. Da bi priznal pomanjkljivosti, slabosti. Torej, tisto, kar je povzročil sam z nedoslednostjo, ko ni sledil notranjemu klicu, vesti, kot pravimo. In zdaj, dokler beži, dokler se ne sreča samim seboj, pravzaprav ni našel sebe. Je zato potrebna ponižnost? V prvi vrsti ponižnost, da človek prizna to, kar je. In pravzaprav človek je največji takrat, kadar priznava krivdo. V ponižnosti in v želji, da bi to oviro odstranil. Sam je ne more. Se človek na različne načine išče rešitve iz svojih zagad, ampak ob sebi nekoga potrebuje, ki mu nekako vliva življenjski pogum, ki ga krivde rešuje. Le kdo bi mogel drug rešiti krivdo iz človekove notranjosti njegovega življenja, kakor samo Bog. Pa vendar lahko ima človek zdrav ali nezdrav občutek za krivdo? Seveda. Kakšen je zdrav občutek? Zdrav občutek je, ko človek sprejme ta notranji glas in išče v tem glasu odgovor, hkrati Božje povabilo. In priznava, da je grešen, da tega ali drugega ni izpolnil, da se temu ali drugemu izognil in da ni sledil dobremu. Če na tak način priznava krivdo, je to zdravo priznanje. Pomeni prevzema odgovornost za svoje dejanja? Odgovornost in išče nekako izhod iz tega. Če pa človek nekako si dopoveduje, pa se nič ni, pa se nisem kriv, pa tudi če sem to storil, se nisem nič takega naredil. Človek se hoče sam pred seboj opravičiti, se pokazati v drugačni luči, kot v resnici je. In v bistvu samemu sebi laže, torej samega sebe zavaja. Ne gre za neko trpinčenje ali da rečemo, da se nekako žremo v sebi, ampak gre za priznanje, prevzemanje odgovornosti za svoje dejanja. Tako. Sej vest ni za to, tak Božji glas od človeka, da bi človeka trpinčila, da bi tak glas človeka mučil. Nasprotno, kliče ga k osvoboditvi, k vrnitvi, sprejetju milosti, ki jo Bog ponuja. In če priznava človek krivdo, pa se nekako približa Božji ljubezni, ki nas vedno kliče, pridite utrujeni, obteženi, jaz vas bom poživil. Našli boste mir svojim dušam. Le kaj lepšega si lahko želimo in bolj potrebnega, kakor mir. Zdaj, vemo, kako nas begajo mnoge stvari, koliko je nekega strahotnega nemira, zunanjega, predvsem pa notranjega, ki se ga človek sam povzroča. Pater Lavrenci, o grehu ne radi razmišljamo, čeprav ga veliko delamo. Kot ste nam dali vedeti, gotovo vsak človek, če je iskren do samega sebe, lahko najde veliko napak, grehov, ki jih naredi. Nenazadnje tudi Svetopismo piše, da tudi najbolj pravični pogreši do 7-krat na dan, če se spomnim, ne? Tako. Kaj je to greh? Greh je dejanje najprej proti samemu sebi in s tem proti Bogu, proti ljubezni. Bog je človeka ustvaril za ljubezen, iz ljubezni za ljubezen, ker bo dobro hoče. In za srečo ga je ustvaril. Človek pa v neki sebičnosti, v lastnem napuhu,
tega dobrega ne sprejme. Postavi se na tisto mesto, ki pripada samo Bogu. Ampak Bog je človeka ustvaril prav zato, da bi človek doživel svoje lastno dostojanstvo. To pomeni ta Božja podoba v nas. Dostojanstvo. In dal nam je ob tem notranjem čutenju razum in svobodno voljo, ki nas hkrati kliče k odgovornosti. Ker čutimo dobro, to nam je v prid, to nam je v kvar. In če delam dobro, pravzaprav sledim sreči. Osrečujem sebe, ohranjam notranji mir in tisto radost, ki je zunanji svet ne more dati. In tisti mir, ki ga daje samo Bog. Obstaja pa mali in veliki greh. Ja. Kaj so mali grehi? Mali grehi so ti vsakdanje pomanjkljivosti. In stvari, ki so ravno tako nedosledne sledenju Božji volji. Da se kdaj razjezimo. Tudi to. Pa polno je takih stvari. Teh stvari ljudje premalo razmišljamo in zato se zgodi, da človek pravi, saj nimam nič posebnega, nič takega nisem storil. Ne ubijam, ne požigam, ne grobo ne preklinjam in tako naprej. Ampak koliko je pa teh vsakdanjih neobzirnosti, neprijaznosti, temnih misli, poniževanja drugih, hočemo biti nad drugimi, čeprav v majhnih stvarih, stalnega nekega napuha in premajhnega posluha, da bi bili bolj pozorni na klic Božje ljubezni. To so take pomanjkljivosti, o katerih Svetopismo Stare zaveze pravi, da celo pravičen človek 7-krat na dan greši. Ampak mi nismo pravični. V prvih krščanskih stoletjih so morali delati javno pokoro tudi po več let za kakšne težke grehe, ki so bili takrat denimo malikovanje, uboj, prešuštvo ali kaj podobnega, da so dobili odvezo kasneje. Kako pa je danes s težkimi grehi? Kaj je pravzaprav težek greh? Težek greh je velika krivda, ki jo človek napravi v nasprotju z Božjim povabilom. Zavestno in svobodno. Čeprav pravijo, da je težki greh težko napraviti, ker zahteva vse te 3 pogoje, pa priznajmo, kako je človek podel in neodgovoren, dela tudi veliki greh. Če bi samo pogledali v okolje, koliko je strahotnih krivic, poniževanja, da ne govorimo o ubojih, o strahotnem sovraštvu. Nepravičnosti. Tudi temu nepoštenju, pa ne bo to glede javne lastnine ali državne lastnine, ali krivic, katerimi najbolj potrebnemu človeku nismo pripravljeni iti naproti. Kako malo je priznanja pravice nekaterim ljudem in koliko je še neporavnanih krivic. Vse to so hude krivde. Res pa je, človek se nerado ukvarja z grehom pri samem sebi. Vse na druge še pokaže. Pri samem sebi pa se kar hoče izogniti. In ker je tako malo tega čuta za priznanje krivde in krivice, zato se o grehu le malo govori. In res, ne radi govorimo o grehu. Zato ga tudi ne želimo priznati. Kaj pa je to smrtni greh? Smrtni greh. In kakšne so posledice takšnega greha? Saj ne umremo, ampak umre pa ta lepota naše duše, Božja milost. Tu je smrt. V tem
notranji zatemnitvi, ko človek nekako postane povsem temen v svoji duši, brez svetlobe, brez Božje luči, brez milosti. To so hude krivde, s katerimi človek napravi strahotno škodo sebi in tudi drugim. Kaj je to milost? In kaj je to posvečujoča milost, ki se nekako svetospovedjo vrne v dušo človeka, njegovo življenje? Milost je dar Božje ljubezni. Bog je neskončno usmiljen do človeka, neskončno ga ljubi. Tega se nismo zaslužili. Bog nam to enostavno podarja. In to je dar, milost je dar, neskončen dar, in po katerem postajamo Bogu blizu, saj nas je, v tej milosti nas je ravno Bog ustvaril. Lastno podobo je vtisnil v nas, to pomeni milost. Božji smo, Božji izvoljenci, njegovi ljubljenci. In človek je ravno to milost zavrnil, ko je zavrnil Božjo ljubezen, češ ne potrebujem Boga. In Bog nam pa prihaja naproti, saj že prvemu človeku on sam prišel naproti. S tem, ko ga je povpraševal, kaj si storil, ga je hkrati povabil, vrni se. In obljuba, da bo on sam popravil krivico, ki je človek storil, s tem, da bo na svet poslal svojega edinorojenega sina. To je spet podarjena milost, v kateri sta prva človeka in potomci našli rešitev iz neizbežnega in strahotnega izhoda. In milost se vedno znova oživlja v človeku, ko je človek sprejme. In prav pri zakramentu sprave nas Bog sam po Jezusu Kristusu vabi, da sprejmemo milost. Posvečujoča milost, ker nas posveti, ker nas Bogu napravi enake. Zato ni čudno, da je apostol Pavel skliknil, bogovi ste v tem notranjem čutenju, razpoloženju v milosti, ki nam jo Bog daje. In če človek nosi v sebi res to milost, ki ga Bogu približuje, z njim nekako enači, se čuti srečnega, mirnega in hkrati močnega, da se lažje bori proti slabemu. Kajti ljudje smo stalno vrženi v ta boj med dobrim in slabim zaradi posledic izvirnega greha. Če kdo pravi, da nima greha, laže sam sebi. Je lažnik, piše Nova zaveza Svetega pisma. Torej, grešniki smo, to je dejstvo. Katera pa so bistvena spokorna dejanja? Več možnosti imamo za spokornost. Spokornost je gotovo molitev, nas nekako približa, da smo sprejemljivi za pokoro. Post, dobra dela različnih vrst. Človekova drža, da želi živeti po milosti v sprejemu zakramentov in zakramentov spovedi ali sprave, pravimo tudi zakrament pokore. Ker nas ta zakrament vabi, da za slabe dejanja, ki smo jih storili z grehi, storimo kaj dobrega in da se tega zavedamo, da želimo z dobrimi deli nekako prinesti zadoščenje in tudi spreobrnenje v samega sebe. Kaj je bistveno, preden pristopimo k spovedniku? Kaj moramo pri sebi najprej opraviti? Ja, gotovo človek mora najprej razmisliti o samem sebi, o svojih slabih dejanjih, čemer pravimo izpraševanje vesti, torej pogledati v svojo notranjost in v svoje življenje, priznati svojo krivdo in ob tem spoznanju začutiti potrebo, da se Bogu približa v skesanosti, s skesanim srcem. Da nam je žal dejanj, s katerimi smo
naredili toliko slabega sebi, bližnjemu in žalili Boga. Kaj ti brez kesanja ni odpuščanja? Ne more nam Bog nečesa odpustiti, če nam za to ni žal. Ne? Lahko bi človek še tako rekel, tak sem, priznam, to delam in takšni so moji grehi, vendar tak sem in ne mislim postati drugačen. To je strahotna napuh v človeku. Če ne misli postati drugačen, če se ne misli potruditi za lepšo pot, za doslednejše življenje po vesti, po daru Božjih zapovedi, potem je to strahotna sebičnost in človekov napuh in Bog takemu nima ničesar več dati. Pomeni, da tudi spovednik, čeprav je rekel, te odvežem od tvojih grehov, pojdi v miru, dejansko je nekako spovednik bil v zmoti oziroma ni mogel vedeti, ali je ta človek resnično obudil kesanje nad svojimi grehi. Glejte, greh odpušča Bog. Spovednik je le posredovalec te Božje ljubezni in usmiljenja. In tisti, ki je spovedencu v pomoč in po duhovniku, ki ga je Jezus izbral in mu dal, kakor apostolom, oblast grehe odpuščati, odvezovati ali zadrževati. To pomeni, spovednik ni tisti, ki odpušča. Posreduje to Božjo ljubezen. Lahko pa v posameznih primerih, če sreča spovedenca, ki nima v sebi nobene skesanosti in nobene želje po spreobrnenju, da bi se ločil od tistih grehov, ki ga najbolj bremenijo, pa je možno, da jih zapusti. Takemu lahko mirno pove, ne morem ti dati odveze, namreč Bog ti ne more odpustiti, ker ti ne želiš tega sprejeti. Torej, bistveno za nas, če že morda dolgo nismo pristopili k zakramentu svete spovedi, je, da si dobro izprašamo svojo vest, kot ste dejali, da priznamo svoje grehe pred spovednikom, da jih Bogu izročimo preko duhovnika. Mnogi imajo tukaj velike težave. Češ priti k duhovniku, pa ga celo poznajo. In duhovnik ravno tako greščen, kakor vsi drugi ljudje. Vse je vsak duhovnik vzet izmed ljudi, vendar postavljen za ljudi, da bi jim pomagal, kljub svoji grešnosti, ki je včasih morda vidnejša, kakor pri drugih ljudeh. Duhovniki morate ravno tako k spovedniku, kaj ne? Glejte, mi imamo nekako tudi po kodeksu in tudi po spodbudah cerkve, da opravimo redno zakrament svete spovedi. Nekako mesečno, redovniki naj bi celo vsake 14 dni, čeprav tudi takrat, ko ni kakšne posebne grešnosti, pa vendar, da je neka prava drža in vzdrževanje posvečujoče milosti in moči za vztrajanje v dobrem. Tudi papež hodi redno sveti spovedi. Menda vsak teden slišim. Tako. Ja. In mislim, da je spoved zakrament, ki človeka vzdržuje v dobrem in mu pomaga, da se ohranja. In seveda, spoved ni samo v tem, da grehe nekako odložimo in se jih znebimo. Je to zakrament milosti, ki nas v dobrem potem vzdržuje, ki nam pomaga k boljšemu. Tudi ozdravljenja? Tudi ozdravljenja, seveda. Ozdravljenja duše in če je duša zdrava, je tudi telo lažje zdravo. Kaj pa pokora, zadoščevanje, duhovnik naroči? Veste, spoved ima svoj pomen v skesanosti in v želji po spreobrnenju. Zato pravimo, da naredimo in obljubimo, da se bomo poboljšali, naredimo trdni sklep. Svet človek ni sposoben, da bo po spovedi brez greha. Strahotno se mora boriti, da nekako vztraja, da se greh čim bolj ogiba. Vedno je v tem dogajanju slabega in dobrega.
vendar nekako več možnosti ima, da bo vztrajal v dobrem. In če obljubi Bogu nekaj z iskrenostjo v srcu, mu milost tudi pomaga, da se bo res lažje greha ugibal. Zato je tak trdni sklep tako pomemben. In to pomeni, da stopa na pot spreobrnenja. Prostite. Spoved je res sakrament spreobrnenja. Da človek nekaj stori za to, da bi bil zares boljši. Kdaj je bil ustanovljen sakrament svete pokore, svete spovedi? Ja, ustanovljen je bil na Veliko noč. Se je takrat Jezus ta sakrament apostolom izročil, ko jim je vdihnil svetega duha. Najprej jih je umiril. Ne bojte se. Kajti še vedno so bili preplašeni od dogodkov Velikega petka. Niti vest, da je grob prazen, jih še ni prepričala. Še so dvomili, ko pa Jezus pride k njim. Še vedno dvomijo, ko pa jim reče, ne bojte se, mir vam bodi. Tu jih pomirja. In ko jih je umiril, jim izroča sakrament svete spovedi. Dihnuje vanje svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tu je postavljen ta sakrament, ki ga je Cerkev od vsega začetka sprejemala kot velik dar. Res pa je, da v prvih stoletjih krščanstva se je sakrament drugače posredoval. Obvezna spoved je bila, kakor ste na začetku že sami rekli, za posebne grehe, za katere je bila dana tudi posebna spokornost, pokora, ki je trajala tudi več let. In nekako so bili ob cerkvi in se potem znova v cerkve polnosti vrnili. Taka oblika spovedovanja je pa nastala pozneje, vendar ves čas je ta sakrament pomenil nujno potrebo za reševanje človeka od njegovih grešnosti. Torej lahko še kdo razen Kristusovega duhovnika v Božjem imenu odpusti grehe? V Božjem imenu ne more nihče drug odpuščati grehov. Samo duhovnik, ki mu je Cerkev dala to oblast. Zato duhovnik, ko postane duhovnik, še nima te pravice, dokler ne dobi od škofa spovedne sodnosti. Torej posebnega dovoljenja, ko je škof nekako gotov, da je duhovnik za to pripravljen. No, preko študija na teologiji se gotovo na to tudi pripravlja. In potem ima pravico deliti sakrament sprave, spovedi, ki ga mora zlasti mladi duhovniki dobijo jurisdikcijo, kot pravimo, za leto ali 2 ali 3 leta, potem je pa treba to obnoviti. In tudi ima duhovnik spovedno sodnost v škofiji, kjer biva. Sicer v Sloveniji, ki je majhna, dobimo duhovniki to pravico za vse škofije v Sloveniji. Če v eni škofiji dobimo jurisdikcijo, lahko v vseh škofijah ta sakrament obhajamo. In zunaj je treba tam zaprositi dotičnega škofa, da podeli jurisdikcijo. Duhovniki, spovedniki imate obvezno spovedno molčečnost. Ja. Ali lahko kdaj prelomite? Nikoli. Duhovnik, spovednik ni sodnik, je samo pomočnik. Zato ne more nikogar ne obsojati in ne sprejemati krivde greha kot stvar, o kateri se lahko potem pogovarja,
ampak to enostavno predaja Bogu. Kajti Bog je tisti, ki sodi, ki odpušča, ampak nikoli ne obsoja. Kaj bi se zgodilo, denimo v namišljenem primeru, da je nekdo nekoga ubil in je sodišče na zaporno kazen obsodilo nedolžnega človeka, krivec se pa je pri vas spovedal in povedal, da je on kriv, da je on ubil to osebo. Ali bi duhovnik v takem primeru smel karkoli iz tega, kar mu je bilo zaupano, v spovedi od tega krivca izdati? Ničesar. Ničesar. Moral bi pa vplivati na tega spovedenca, da vendar to prizna, da bo nedolžen rešen. Če je to možno, če je neka spokorjenost v tem spovedencu, bo morda prišel do tega spoznanja in krivdo priznal. Če je pa tako zanikran in ne priznava svoje krivde, kajti s tem, če je tudi spovedal, je ni priznal in je ni izročil Bogu. Ker treba je krivico, ki je storil človek z grehom, na nek način tudi popraviti. Spoštovani gledalci, naš gost v oddaji Dober dan, dobri ljudje je tokrat pater Laurencij Anžel, zelo znani frančiškanski duhovnik, soudeleženec slovenske frančiškanske province, sicer pa duhovnik pri Mariji Materi usmiljenja v Mariboru. Pater Laurencij, ko sva govorila in pravzaprav ste nam že predstavili, kaj je to greh, morda nam poveste sedaj, katerih grehov se je treba spovedati pri spovedi? Vseh. Torej vse moramo izročiti Božjemu usmiljenju. Ampak spovedati smo se dolžni grehu, za katere smatramo, oziroma za katere nam vest očita, da je to težje dejanje naše krivde pred Bogom. Ja. Zelo težko, pravzaprav ne moremo ločiti, kdaj je še mali greh, kdaj je smrtni greh. Kajti v vsakem človeku je to pravzaprav različno. Po njegovem notranjem čutenju, po njegovi odprtosti. Lahko je za nekoga manjše dejanje težka krivda, če mu vest to strahotno očita. Za drugega, ki je morda drugače v čutenju, pa je to manjša krivda. Seveda, so pa stvari, ki so tako jasne, vidne, gre za veliko dejanje, za veliko krivdo. Cerkev nekako priporoča, da bi se spovedali tudi malih grehov. Tako, da se spovemo tudi malih grehov, ker to potem pomaga, da se na vse zadnje tudi malih grehov gibamo. Veste, če bi v tej naši človeški površnosti se vedno dogajalo, pa se to je tako nepomembno, majhna stvar. Pa te majhne stvari so lahko tudi velika ovira na poti našega duhovnega življenja. In ker smo poklicani na pot svetosti, po milosti Svetega Krsta, si moramo za to tudi prizadevati, tudi majhne ovire odstranjati. Res je, če je človek stalno v tej površnosti in neodgovoren, se kaj lahko zgodi, da pade tudi v večjih stvarih. Cerkvena zapoved pravi, spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj ob velikonočnem času sprejmi svetorešne telo. Kaj pa težkih grehov? Kdaj smo se dolžni spovedati težkih grehov? Ali tudi le enkrat na leto? Težki greh, kadar človeka zelo preganja vest. Pomeni, da mora iskati mir in spravo samim seboj in z Bogom. Čim prej. Kadar se človek zaveda neke velike krivde, velikega greha ali smrtnega greha, je treba čim prej to urediti. Kajti, če človek v takem stanju umre, to pomeni, da ni umrl v milosti, spravljen samim seboj in z Bogom. Nikoli pa ne vemo, kdaj nas Bog lahko povabi k sebi. Zato
Bog daj, da bi našli ljudje ta občutek in potrebo, da svoj strahotni notranji nemir čim prej uredimo pred Bogom. V našem času imate spovedniki verjetno kar težave, ko tudi marsikdaj ne morete dati odveze spovedancu. V kakšnih primerih je to? To je takrat, kadar duhovnik nekako ugotovi pri spovedencu, da ni v njem pravega kesanja, kot smo že rekli. In kadar ne sledi Božjemu povabilu v tistem, kar bi lahko. Velik problem je danes ob teh neurejenih zakonih. Dva kristjana, katoličana, ki imata možnost, da uredita cerkveni zakon, pa jima je to nepomembno, brezbrižna, ostajata ob tem kljub povabilu, ničesar v tej smeri ne storita, pomeni, da ne sprejemata Božjega povabila in ne sledita Božji zapovedi. Sama sebi postavljata oviro, ki preprečuje, da bi bila deležna prejemanja zakramentov. Če živite intimno življenje med seboj, nekje sem slišal, da takšne osebe niso v stanju posvečujoče milosti. Tako, ker, glejte, Bog nam je dal zapovedi in pravila in tudi moralne norme, ki nas vežejo, da stvari urejamo po človeški in Božji zamisli. In od vsega začetka je Bog potrjeval zakonsko zvezo. In nekako ustvaril, na začetku Svetega pisma je to zapisano, moža in ženo, zato da postaneta eno, da sledita Božji ljubezni, da sprejmeta Božji blagoslov. No in sakrament Svetega zakona je ravno sakrament, ki prinaša ta blagoslov. Res je, sakrament zakona si podelita zakonca, fant in dekle, oziroma mož in žena. Duhovnik je le priča tej podelitvi. Vse druge sakramente deli duhovnik ali škof. Tu pa sta zakonca tista. Ampak, če to pred Bogom ne želita storiti in v navzočnosti cerkve, pomeni, da zavračata Božjo milost. In tu je krivda. Zelo pogosto lahko slišimo pri takšnih partnerjih, ki živijo v izvenzakonski zvezi, da se pravzaprav tudi po poroki ne bo nič spremenilo. Kaj se pa spremeni potem, če skleneta cerkveno poroko? Kako odgovarjate vi? Ja, res je, vse se ne spremeni v življenju samem. Na zunaj? Spremeni se pa v njunih srcih, v njunih medsebojnih odnosih. Če računata z Bogom in sta mu predana, bosta lažje sprejemale težave življenja, ki bodo iste, kakor so bili prej, ali pa morda celo večje. Vendar v njima bo moč milosti, ki jo bo potrjevala, ohranjala v zvestobi in nekako vedno znova prinašala spoznanje, da nista sama, da je Bog z njima. In lažje boste šla preko vseh takih ovir. Cerkev zelo z razumevanjem sprejema tudi takšne ljudi. Takšne primere so primeri, ko preprosto morda ni možno takoj urediti takšne zveze, skleniti cerkvenega zakona, pa vendar ne dovoljuje pristopati k drugim sakramentom, k svetemu obhajilu. Denimo, Bog nas ima vse za svoje otroke. Kako pa milosti pritekajo potem k takšnim ljudem, ki nimajo na nek način, kot pravimo, posvečujoče milosti v sebi zaradi stanja, da so nenehno v grehu? Jim na drug način daje milosti? Gotovo. Glejte, Bog je neskončno dober. On išče poti do človeka in odpira vedno možnosti, da prejemamo milosti. Takim ljudem, ki recimo ne morejo prejemati sakramenta
torej spoved lahko prejemajo, obhajila ne morejo prejemati, a ne. Spoved je pač neke vrste posvet, tolažba in tudi napotek, da bi se iskala rešitev iz tega, da bi potem tudi svetemu obhajilu lahko prihajali. Dokler pa ni možno, pa so povabljeni, da kot kristjani zaradi krstne milosti in vključeni v cerkev prejemajo milosti ob sodelovanju pri maši, ob molitvi, ob dobrih delih. Polno je možnosti, da se v njih milost vzdržuje. Kaj se zgodi, če tak človek ne upošteva cerkvene prepovedi, nekako vzame na svojo vest in si reče, nisem tako velik grešnik, kot me cerkev hoče učiti, vzamem nase in vseeno hodim k obhajilu? Torej, težko je tukaj reči glede krivde. Vendar to je znamenje nekega napuha, ko človek sam daje sebi tisto možnost, ki edino Bogu pripada. Če je cerkev nekaj ugotovila in uredila, je v znamenju Boga samega. Jo vodi Sveti Duh, ne? Tako, ker jo vodi Sveti Duh, ker je Kristus tisti, ki je glava cerkve. In res pa je, nikogar ne moremo obsojati. Vsak je zase odgovoren, vendar cerkev mora dajati spodbude in pravo smer. Mora tudi jasno povedati svoje stališče, ki je Božje stališče. So pa tudi primeri, ko nas spovednik sam ne more odvezati nekaterih grehov, ki so odveza je pridržana pristojnemu lokalnemu škofu ali celo svetemu sedežu, kaj ne? Tudi. So posamezni težke stvari, ki jih lahko človek stori, ampak to so pravzaprav, bi rekli, izjeme, ampak so taka dejanja, ki so pridržane ali svetemu sedežu ali škofu. Kakšna dejanja so to? Tu gre samo za par takih hudih stvari. Recimo, če bi nekdo iz hudobije napadel, recimo duhovnika ali škofa ali celo papeža, nekim sovraštvom, ne v besedah, pa tudi fizično, je to stvar, ki je ne more potem urediti kar pri navadnem duhovniku, ampak gre to preko škofa celo v Rim. Včasih so za taka dejanja bile velike spokorne vaje, celo peš romanje v Rim v spokornem dejanju, podobno. Kaj pa odpustki? V preteklosti vemo, da so bile kar težave z odpustki, ki so se tudi prodajali na nek način. Seveda je to danes povsem drugače. Pa vendar, kaj je to odpustek? Lahko morda 2-3 na leto slišimo, da cerkev podeljuje poseben popoln odpustek, denimo osebam takšnim in takšnim. Kako se danes podeljujejo odpustki? Torej, odpustki so gotovo posebne milosti, ki jih cerkev od vsega začetka podeljuje. In odpustek prejme lahko tisti, vsakdo lahko prejme, če je v njem resnična spokornost, nenavezanost na greh in da je spremljeno to z dobrimi deli. Res je, skozi srednji vek so se ti odpustki zelo razvrednotili, ker je ali posameznik ali pa cerkev dajala celo točno določeno število odpustkov v letih, v mesecih, v dneh. To so bili nepopolni odpustki. Govoriva pa o popolnem odpustku, ki ga je tudi možno prejeti, ampak se res veliko zahteva, da je človek sprejemljiv za to dejanje Božje milosti, v kateri nam Bog odpušča ne samo grehe, ampak tudi kazni, ki za grehe zaslužimo. Kajti vsak greh nujno izzove nekaj, s čimer se zadolžimo pred Bogom. Prejmemo neke vrste kazen, kar bomo morali popraviti, odslužiti.
So to častne kazni? Kako se imenuje to? To so lahko častne kazni, ali pa Bog ne daj, večna kazen je pa človekova zavrženost. Ampak te častne kazni si moramo tukaj na zemlji zložiti, ker pa nismo vedno sposobni in nismo toliko stopili na pot resnične pokore, s pokornosti, da bi ta dobra dela v polnosti izvršili. Zato potreba morda tudi po prestopu v večnost te stvari urejati. Zato pravimo, da duša ne more iti naravnost k Bogu, na srečanje z njim, ampak na pot prečiščevanja ali vic. In tu nam Cerkev prihaja naproti, v znamenju Božje ljubezni, da odpušča tudi kazni za greh. Ali častne kazni lahko izbriše že tak odpustek ali pa pokora, ki nam jo duhovnik naloži po opravljeni sveti spovedi? Če opravimo tisto pokoro, ali to pomeni, da so tudi za grehe, ki smo jih priznali, oziroma za vse grehe za nazaj, kajti pri vsaki spovedi se izbrišejo vsi grehi za nazaj, ne? Tako, če je iskrena. Če je iskrena. Ja, in ki se jih izkesamo, ne. Ali se tudi te častne kazni potem izbrišejo, če mi izpolnimo pokoro, ki nam je bila naložena? Nekaj gotovo, ampak vsak greh je neskončna želitev Boga. In zato z nekim majhnim spokornim dejanjem ne moremo odslužiti vsega, ne. Treba je več pokore. No in na to velikokrat pozabljamo, da je spokornost veliko dejanje človekove pripravljenosti delati dobro, ne. Na različne načine dobivamo odpustke s vsemi dobrimi deli. Ampak tu nam pa Cerkev z dobrim delom, ki je enkratno v tej res spokorjenosti in želji, da bi bili objeti z Božjo ljubeznijo, brez navezanosti na kakršenkoli greh, in da recimo opravimo predpisane molitve, nam Cerkev iz te zakladnice milosti, ki jo je Bog predal po Jezusu Kristusu, podeli popolni odpustek za vse kazni, ki smo iz grehi v preteklosti prejeli. Ali si more in sme duhovnik, spovednik tudi v kakšnih izjemnih primerih sam sebi dati odvezo? Ne more. Sam sebe ne more. Ja. V primeru, da človek nima možnosti, res nobene možnosti, da bi prejel sakrament spovedi, pa je v smrtni nevarnosti, kliče k svojemu Bogu v iskrenosti kesanja in potem ga Bog rešuje. Čeprav danes verjetno ni več toliko zelo strogih spovednikov, kot so bili nekdaj, morda se še tu in tam kak najde tudi v Sloveniji. Kaj se zgodi v primeru, če denimo spovedanec ne dobi odveze pri spovedniku, pa potem gre k drugemu spovedniku s potrebo pač izpovedati se istega greha? Ali je dolžan pri tem drugem spovedniku tudi priznati, da ni dobil odveze pri prejšnjem spovedniku? Vsekakor. Ker ta nemir ga je ravno prignal, da išče možnost rešitve. Glejte, spoved je predvsem sakrament Božjega usmiljenja. Spovedniki smo pa različni, kajti čeprav vsi isto posredujemo, vsi imamo veliko odgovornost pri delitvi sakramenta sprave. Ampak kakor smo v vsakdanjem življenju, nekdo s trdim značajem, drug bolj milim značajem, se to verjetno odraža tudi pri spovedovanju. In včasih je tudi spovednik morda nekoliko premalo pozoren na spovedenčevo resnično izpoved in čutenje in željo po spravi. Pa se bi lahko zgodilo, da ga zaradi stroge drže, ki je v spovedniku samem, odvrne in nekako spozna, da ni sposoben prijeti odveze. Mu to pove. No in če ima spovedenec resno voljo, da bi našel spravo in mir, bo iskal možnost in morda se ustavil
pri drugem spovedniku, mu povedal, zakaj prihaja. Tudi zato, ker ni bil odveze. In morda boste v nekem pogovoru razčistila, da je kljub temu sposoben sprejeti odvezo. Ali pa se je spovedenec med tem že odločil, da želi nekatere stvari resno razmisliti in se poboljšati. V medžugorskem sporočilu smo slišali, da naj bi Mati Božja povedala vicem, da smo se nekako dolžni poiskati takšnega spovednika, ki nam bo pomagal korak naprej, ki nam bo svojim nasvetom pomagal, da bomo do druge spovedi kaj napredovali. To je kar problem, ne? Iskanje spovednikov. Veste, je problem, ampak če je dobra volja, se pa vedno nekako najde. Res je, da danes, ko je vedno manj duhovnikov, je ponekod tudi manj priložnosti za prejem sakramenta sprave. Zlasti na podeželju duhovnik je sam, pa še 2 župniji opravlja. In ljudje so pa vajeni k spovedi predvsem med mašo ali pa tik pred mašo, ko ima duhovnik že druge skrbi in potem po maši takoj hitenje na drugo župnijo in podobno, je res velikokrat manj možnosti za prejem sakramenta. Ampak dobri duhovniki iščejo druge možnosti, da pripravijo potem morda ob velikih dnevih, kakor je advent ali postni čas, poseben nedeljo ali poseben dan, ko povabijo druge spovednike ali pa vsaj drugega spovednika in tako imajo ljudje vendar možnosti. Vedno je pa več možnosti v mestih, kjer pa pri redovnih skupnostih, kjer je več duhovnikov in navadno se tam da dobiti spovednika. Ko ste rekli, da je v prvi vrsti sveta spoved sakrament Božjega usmiljenja, torej to ni sodba. Duhovnik ne more nikogar obsoditi. Katere odlike mora imeti dober spovednik? Torej, Jezus je sam dejal, da ni prišel, da bi obsodil, ampak da tisto ranjeno dviga, da obvezuje rane, da nalomljenega trsa ne zlomi, da tlečega ognja ne pogasi, ampak pomaga človeku. In to naj bi bilo tudi vsakem spovedniku, duhovniku, ki je pravzaprav posnemovalec Jezusa. Saj Jezus je vsem vzor. In kot njegov namestnik si mora zelo prizadevati, da je usmiljen, čeprav ob tem tudi pravičen in odgovoren. In da si vzame čas za spovedenca, da mu skuša res pomagati. In navadno so resni ljudje nekoliko prizadeti in vznemirjeni, da mu duhovnik tudi pomaga, da bi res našel in sprejel ta notranji mir. V tem času pred Božičem boste tudi pri vas, pri frančiškanih v Mariboru, imeli celodnevno spovedovanje, kaj ne? Tako. Že v petek, ko je obnovitev misijona na Radio Ognjišču, je pri nas celodnevno spovedovanje in tako potem vse dni do Božiča. Tako da imajo ljudje res dovolj možnosti, da prejmejo ta sakrament. In najlepše za praznike bo gotovo, če bodo ta najlepši praznik v miru, v tem notranjem miru obhajali. Pater Laurenci Anžel, najlepša hvala za vaše odgovore. Hvala, da ste prišli v naš studio, da ste nam tako pomagali razjasniti morda še marsikakšno dilemo glede naših grehov, glede svete spovedi. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa kot smo lahko slišali od našega gosta, torej tudi duhovniki imajo svoje grehe in verjetno jim ne boste nič novega povedali. Poznajo veliko več grehov, kot ste jih morda vi sposobni narediti. Zato imejte pogum in za dobro pripravo na letošnji Božič stopite pred spovednika in priznajte, da ste grešnik. Vsi smo grešniki, kaj ne?
Hvala za vašo pozornost. Hvala tudi vam in hvala, da s takimi spodbudami želite preko televizije in vaše besede priti do dobrih ljudi, da bi bili tudi drugi dobri. Hvala.